In potem sem jaz pri svojih, ne vem, koliko sem bil takrat star, 25, nekaj tazga, postal direktor programa komercialne televizije v Sloveniji, okrog katere je bilo veliko skepse, a bo to sploh uspelo. Pop TV. Ja. To je bilo 95. ustanovljeno. Kaj pa je bil nekak cilj, kaj so hoteli oni s Pop TV-om v bistvu dosežiti, kar ne bi mogli s kanalom A? Kako je bilo? Kasneje se je kanala tudi priključil, leta 2000, ampak kar se tiče Pop TV, strategija je bila ponuditi zabavo, domačo in tujo, predvsem pa neodvisen informativni program. To so ameriški lastniki zmeraj poudarjali in so se tudi borili za ta neodvisen program. Kaj pa je bilo tako, kako bi rekel, tvoja najboljša ali pa najslabša poslovna odločitev v vseh teh letih? Če v bistvu imaš kaj za izpostaviti. Jaz imam ta problem, da imam zelo slab spomin, ker veliko stvari se dogaja, veliko odločitev sprejmaš, potem pa boš biti usmerjen naprej, pa nazaj. Ja. Ne vem. Jaz ne obžalujem nobene odločitve, itak je bilo veliko napak, ker brez napak se nikoli ne naučiš. Bilo je pa veliko pametnih, premišljenih, utemeljenih odločitev in brez takih, tak medijski projekt itak ne bi mogel iti naprej. Takrat na začetku smo bili najtežjo bitko, če tako rečem, za pozornost gledalcev oziroma za potrjevanje naše kredibilnosti okrog informativnega programa, ker je 95. veljalo, da je Dnevnik TV Slovenije nepremagljiv, ampak smo ga pol z nekim drugačnim pristopom, z drugačno uro, začetkom premagali. Kako drugačno uro? A ni ob 7 vedno Dnevnik? Ne, takrat je bila sveta news ura 7:30. Aha, ja. In pol ure je trajalo? Ja. Okay. In potem smo začeli to uro mi premikati, najprej 7:15, to sem jaz inzistiral, potem pa še na 7, ja. In potem nam je Dnevnik moral slediti. In enkrat, ko ti nekdo začne slediti, si zmagovalec. Kako se pa v bistvu kako najdete ta balans ali pa kako ti razmišljaš med rejtingi pa oglaševalskim modelom kot biznis modelom tega podjetja ali te medijske hiše, pa neko etiko, nepristranskostjo, neko koristnost za družbo teh informacij, ki jih plasirate, ne? Ker se veš, da dosti poslušamo o tem, ali pa je to nek tak etos v družbi, ki se govori, da bolj ka je stvar šokantna, senzacionalna, več je rejtingov in to slabo vpliva na ljudi, recimo, psihološko. Kako ti gledaš na cel ta moj komentar? To si pa postavil 100 ton težko vprašanje. Ampak bi začel z današnje perspektive. Jaz mislim, da ima televizijski informativni program eno čudovito priložnost, ki se pojavlja s to demokratizacijo vsebin na internetu. Če kdaj smo danes ljudje še bolj lačni po kredibilnih pa preverljivih informacijah, ker pač smo prestreljeni s tako količino informacij, da moš imeti ves čas prižgane neke senzore, pa predelovati, pa ugotavljati, ali to drži ali ne drži, ali koliko drži. In ravno televizijske novice, informativne oddaje, pa magazinske oddaje imajo to priložnost, da ljudem res postrežejo preverljive informacije, profesionalno zapakirane, ampak zato pač rabiš ustroj, rabiš usposobljene novinarje, urednike z izkušnjami, ker tako kot si ostali ljudje, tudi novinarji so, veš, lahko podležejo napačnim informacijam ali pa napačnim vtisom. Tako da res, jaz vidim, da jaz sem optimist, pa verjamem, da je ena taka renesančna doba novinarstva pred nami, ravno zaradi te potrebe
da bi nam olajšalo življenje, da jim dobiti res take prave informacije, preverljive. In mislim, da je ta COVID obdobje sam še pospešil to potrebo v nas, da res imamo prave informacije. Ker ne, pravih je ogromno. Ja, ne, vsej pravih imava recimo imava 10 pravih informacij, slot časa v nekem informativnem programu imava pa za 2 novici. Ne? In zdaj to me zanima, ne, kako se odločiti, katere novice izpostaviti, ker verjetno je tendenca ali pa nekak motivacija je večja, da izpostavimo tiste novice, ki so bolj, mogoče lahko celo rečem negativne, ne? Ker čisto evolucijsko, ne, se veš, nevarnost je dosti bolj privlačna za našo pozornost, ne? In to, kako menedžirati. Ne? To ni enostavno, kar težko, ne, pač, ker televizija je pač skupinski šport. Ne. Vsak od nas ima drugačen pogled na stvari, zato pač imamo ekipi urednike, ki morajo odločati in sprejemati take dnevne odločitve. Ampak mislim, da je ta faza nekako že mimo, ne, ko so res prevladovale take informacije, pa tudi na tak način zapakirane, predstavljene, tudi na internetu težko najde za več take bombastične naslove, katerih namen je samo pritegniti pozornost, ne pa tudi ponuditi. Aha, tvoj vtis je, da je vedno manj tega? Ja, na naših spletnih straneh, ja. Aha. Ne govorim na 24ur.com. A ste se zavestno odločili za to, pa kako je to vplivalo na prihodke ali pa na klike? Nikakor ne vpliva to na prihodke. Pri nas je pač tako, imamo več sklopov programa, ne? Imaš zabavni program, domači, imaš tuji in tako dalje. Namen ta program zapakiramo neko schemo za to, da pritegnemo čim več gledalcev in iz tega iztržimo neke oglaševalske prihodke. Imamo pa informativni program, ki ga pa ne delamo zaradi tega. Tam noben oglaševalec, sponzor nima nobenega vpliva. Tam je ključen edini vpliv urednice, odgovorne in dnevnih urednikov. Bilo je pa poskusov že milijardo, ampak to je del scene. Ali lahko kaj več o tem poveš? Ne. To je del biznisa. Ja, se razumem, ja. Ampak verjetno je ta slot med informativnim programom oglaševalsko ful vreden, ne? Verjetno je takrat največja gledanost, ali se motimo? Ja, takrat je največja gledanost, ker je tudi največ gledalcev pred televizori v Sloveniji v času informativnih oddaj. Ampak nijo pa najvišje cene. Kjer slot pa ima, mislim? Recimo Slovenija talent, ima više cene. Aha, to je po informativnem programu neka oddaja, ne? Ja.